Poleg vode in železa ter bakra pa imamo v odlomku še 7 sadov. Pšenica, ječmen, trta, smokva, granatno jabolko, oljka, med, ki pa niso zgolj danosti. So darovi, dobrine, ki zahtevajo nego, čas, skrb. So simboli Božje milosti, ki se v polnosti razodanejo v Kristusu kot Sinu Božjem. V odlomku smo torej videli danosti zemlje, baker, železo, voda in po drugi strani tudi darove zemlje, pšenica, ječmen, trta in ostali. V bistvu gre pri tem za nasprotje ali antitezo, bratje in sestre, kontrast med gnijočim in negnijočim, med minljivim in večnim, med človeškim in Božjim. Ta svet živi zgolj iz danosti, iz tistega, kar lahko izmeri, izkoplje, obvlada. To je svet, ki meri vrednost v tonah železa, v litrih vode, v številkah dobička. To je svet, ki koplje globlje, a se ne ozira proti nebu. Svet, ki gradi, a ne moli. Svet, ki vlada, a ne ljubi. In tak svet propada. Sadovi propadejo, telo slabi, upanje vene. Človek tava po puščavi, ki jo je sam ustvaril. Toda Bog nas kliče, naj živimo iz darov, iz tistega, kar je podarjeno, kar kliče k hvaležnosti, kar vodi k večnosti. Dar ni izkopan, dar je rojen. Dar ni zaslužen, dar je sprejet. Dar ni izmerjen, dar je neizmeren. In Kristus je ta most med danostjo in darovi. On je sad, ki ne gnije, rojen iz zemlje, a hkrati pooseblja nebeško kraljestvo. V njem se zemlja ne izčrpa, temveč rodi. V njem se človek ne izgubi, temveč najde. V njem se moč in bogastvo ne izrabi, temveč posveti.